Zdravo. Dan, Zdravo. 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 Pozdravljen. Zdravo. Zdravo. Danes sem tukaj, da se malo pogovorimo o okoliščinah, malo delimo, kako smo jih doživeli, oziroma kako sta jih oba doživela. In vidimo, kako, oziroma če lahko zadevo peljemo, razvijamo naprej. Se strinjate? Ja. Jasmina, kako doživljaš eksperiment do sedaj? Fantastično. Super. Vse je super. Vse za nekaj dober. Bi te vseeno prosil, če lahko gremo malo bolj v specifično. Se pravi, kaj je tisto, o čemer govoriš, kar je super? Jaz sem ena taka, kaj pa vem, oseba, vse boš me najdu, kar češ, jaz sem lahko, ne vem, vse imam rada, vse bi rada probala, taka živahna. Pa vseeno zase mislim, vse ne vem, kaj čem imeti. Meni je pomembno, da jaz vem, kaj nočem imeti. Tudi če ne vem, kaj čem imeti, bom že neko odzvedla. Ampak na tem, kar pa nočem, vem, pa odpiram druge poti za tisto, kar pa želim imeti. Ok, bomo se vrnili k temu. Aleš, kako ti doživljaš eksperiment do zdaj? Eksperiment doživljam na en zelo specifičen način. Bilo je veliko vzponov, pa še več padcev. Ne moram verjeti, začel se je kar, bom rekel, zelo obetavno. Komunikacija nama je takoj štartala, bilo je vse v redu, vse ok. Tudi na Bledu je kar funkcioniralo, ne moram reči. Samo potem so se pa začele te stvari počasi spreminjati. Začel sem opažati pri Jasmini totalno drugo Jasmino. Draga Jasmina ni jedla 4 ali 5 dni skoraj nič, tako da to direktno povem, kar tudi povem, da me je strah za njeno zdravje. Upam, da bo zdrava in to je vse, kar je lahko rečem. Jasmina, kaj praviš? Jaz sem prišla na poročno potovanje, svoje prvo. Jaz sem si pač prvo šla poročno potovanje, če ne razume, kaj je to, ne si prvošči z drugo osebo še enega. Pač sem. Zabavala sem se, jedla sem toliko, kar meni odgovarja, jaz ne vem, kaj se to meša, jaz njemu ne kontroliram, koliko poje, koliko popije. Na poročnem potovanju sem in mislim, da imam pravico si prvošiti lepe, dobre stvari. Kar mi pač paše, kar ne morem, kadar nisem na poročnem potovanju. Kaj so te lepe, dobre stvari? To, kar imam rada. Seveda rada spijem kako pivo, zakaj pa ne. Ampak tukaj sem pa 3, pa kaj bolj. Ne vozim, free sem, z njim sem se ukvarjala, zabavala, pogovarjala sva se, celo sem probala biti na vse načine nekako igriva, se mu približati. Po domač povedal, ga pala na stojni način. Zaletela sem se dobesedno v zid. Potem sem pa odnihala. Praviš, da Aleš ni dopuščal zbliževanja. Ja, Aleš ne ve, če se zaveda, da je na poročnem potovanju. Škoda, da se je uničilo, ne? To je kratko. Kaj se je pa uničilo? Najin odnos, najin vse. Jaz njega namiram, trudim se, nekaj okoli njega. On je iz minuto v minuto drugačen človek. Enkrat mu paše biti z mano, enkrat će biti sam. Skozi bi nekaj okoli mene hodil, kamor gre on, da jaz za njim zasledujem. Dobesedno me omejuje, jaz tega nisem vajena, tega ne želim in ne bom dovolila, da nekdo omejuje moj prostor. Dokor sedežejo moje roke, je moj prostor. Jaz dovolim v ta moj prostor tismu, ko jaz želim, kadar jaz želim. Imam pravico se umakniti. To je moj prostor. On će biti pa skozi tukaj in to jaz ne zmorem. Skozi jaz govorim zelo redko, kaj stisne sebe. Jaz sem vse povedala, več ali manj o sebi, da se zbližava. Jaz sem to, kar znam naredila, jaz kar ne znam, ne morem narediti. Aleš, kaj praviš na to? Zelo zanimivo, kar govori Jasmina, ker jaz pravim, na poročnem potovanju so začetni pravim dotiki, zbliževanja, pogovori. Jaz sem pač tak bolj nežen, tudi prijel sem jo za roko, da greva z roko skupaj in ona je dostikrat roko kar stran dala, rekla, da ji to ni všeč, v redu, spoštujem, definitivno. Pa tudi to, kar je prej rekla Jasmina, ne, lahko me pogledaš v oči, kad ti govorim, ker si rekla, da rabiš prostor,
Vedno sem ti ga dal prostor, če si rekla, in z veseljem ti ga dajem. Definitivno sem ti vedno dal. Nikoli te nisem zapiral, nikoli nisem. Kar pa je rekla Jasmina prej, da je govorila, da je samo ona govorila. To imaš čisto prav, ker jaz tudi do besede nisem prišel. Tudi ko sem prišel do besede, me je takoj poklopila, ampak sem rekel, v redu, ne bom se kregel s tabo, bom pustil, sprostil jo bom in to je to. To je definitivno. Tukaj nimava kaj skrivati. Lej, poglej mi v oči, pa povej, če ni res. Vse me lahko pogledaš v oči. Tudi, ker sva bila zdaj v Puli skupaj, sva bila, si naredila totalno dramo. Pripeljala so nas, da se malo poigrava, na arkadnih igrah, si čisto znorela. To je samo igra, to je nekaj najlepšega. Malo je treba, v človeku je vedno otrok, ker tudi ti si tudi otrok. Imaš dve prelepi hčerki in samo tako nadaljuj. Jaz pa omejeval te nisem nikoli, niti zapiral te nisem, niti nič. Edino, kar sem, da sem iskren, to pa sem, ja. Hvala. Jasmina, kako si ti doživljala to situacijo, ki je ravnokar Aleš opisal? Kaj se je zgodilo s tvojim pogledom? Ali ga nisi poslušala, ko je ravnokar? Nisem ga poslušala, eno in isto govoriti, jaz že znam na pamet njegov tekst. Kaj pa vem pač, počuti, občutki, tisti dan vas nekam tak zmeden, kaj pa vem, ne vem, pač tako sem odreagirala, kaj zdaj, za nazaj ne moram popraviti, nič. Sprejemam pač, jaz sem tudi z napakami in jaz imam tiščene napako. Aleš, te je ta Jasminina reakcija prizadela? Ja, zelo. Jasmina, kaj misliš o tem? Si želela Aleša prizadeti s svojo reakcijo? Ne. Ali bi zdaj, ko veš, da si ga prizadela, ravnala drugače? Ne, jaz z njim nikoli več ne želim ravnati nikako. Jaz sem trdno odločena, ne bo me premaknila. Se pravi, kakšna je ta odločitev, o kateri govoriš? Z njim nič. Nič, od A do Ž, nježnje, ne me, ne dvojnive. Ništa. Nikoli. Jaz mislim, da na tej točki lahko zaključimo ta pogovor. Jaz bi vam za začetek svetoval, da si za nekaj časa, oziroma vsaj do prve večerje oziroma prve ceremonije, vzameta čas, da malo zadihate, da si date malo prostora. Se pravi, da nista več v isti hiši. Ali se strinjate? Ja. Tudi. Mislim, da s tem lahko ta pogovor zaključimo. Ja. In se vidimo na večerji oziroma na prvi ceremoniji, kjer se bomo o teh dotičnih situacijah še enkrat pogovorili in videli, kako se bosta odločila. Hvala vam za ta čas. Hvala tudi vam.